Torej, to kaseto smo posneli zato, ker smo želeli za vse njegove zveste oboževalce razkriti vse o Sebastianu. Cenzura! On je tako mama. Pardon, samo res. Nisem moram ti povedati, kaj? Hvala ti, da si nas naredil zvezde. A ti si glavna, ali kaj? Jaz, ko sem bil manjši, sem vedno, nikoli nisem tak, da bi, ne vem, si mislil, da bo nekaj, da bom, ne vem, slavna, pa da bom kdaj pel, pa nastopal, ampak sem vedno nekako vedel, ne vem kako, ampak vedno sem veselo, da vem, ne, da se bo to zgodilo. In takrat, ko se je začelo delati, sem rešil v reševalki in me vprašal, kako se je vse skupaj razvijalo. In je takrat bila zelo pozitivno, no je povedala, kar precej stvari, ki se zdaj kar uresničujejo in časovni okvir, kako se je vse skupaj začelo odvijati in kaj se bo dogajalo, tako da je kar bila kar zadela, ja. Jaz sem sanjal že o tem, da bom imel svoj album, kaj šele o tem, da se bo toliko primerkov prodalo, in potem, ko je bilo tako daleč in se je vse skupaj res v taki nakladi prodalo, potem sem bil full happy in Zvona in Natka in vsi skupaj smo proslavljali in res smo bili full veseli. Predvsem je bil miren, pa plin. Vedno je odstopal od drugih fantov. Vedno je bil rad v središču pozornosti. Že v vrtcu, ne? Ko smo imeli nastope za dan žena, on je to tako izžareval, krasno. Njegove lastnosti so zelo dobre, no. Ne zato, ker je moj otrok, ampak taki pravičen je, ne? To je že tudi v osnovni šoli bil tudi pošten, pravičen, pa blazno ambiciozen. V bistvu se sanje uresničujejo, želje so povezane z njimi. V bistvu so moje največje želje in moje največje sanje povezane z glasbo in sploh z nastopanjem in z stanjem na odru in s petjem in plesom in sploh z glasbenim izražanjem nasplošno. V bistvu je to tisto, kar sem se vedno želel, o čemer sem vedno sanjal in kar se zdaj uresničuje in upam, da bo še čim dalje trajalo. Jaz bom skupaj z Natko in Zvonetom trdo delal na tem, tako da upam, da bo res čim dalje trajalo in da bo čim bolj uspešno. Prvi začetki so bili ful razborljivi, ker si naenkrat konfrontiran oziroma naenkrat stiku z neko zadevo, ki jo skušaš skoraj prvič v življenju v taki podobi. Jaz sem imel že prej malo stika z odrom nasploh iz osnovne šole, potem pa še s pavkami, ko smo nastopali na Ni še konec, ampak vseeno solo karijera, nekaj čisto drugega, samostojno petje, tako da je bilo res ful razborljivo iskati plesalke in potem vsi treningi in vse obveznosti in kako se vse skupaj potem samo delo je samo prihajalo, ampak ni bilo tako, da bi bila obremenitev, ampak je bil en neznanski užitek in sploh ni bilo tisto res, da bi bilo kakršenkoli fizični in psihični napor, ampak predvsem užitek. Tako da v bistvu se je najbolj začelo takrat, da smo res želeli peti in plesati in nasplošno ful trenirati in se res zelo intenzivno pripravljati na same nastope, na sama snemanje in vse skupaj. Drugače pa potem od takrat, ko je pa septembra lani postalo vse skupaj javno, takrat pa je potem tako že vse znano javnosti. Ampak res tisto zakulisje pa res bilo najbolj zanimivo. V meni še živi gorec spomin,
sva vse. Zdaj hočem to nazaj. Noč je kraljica teme, v zraku vonje kot takrat, ko sva prvič počela vse, a se kmalu končalo je. Če bi lahko imel tvoje telo in gledal tvoje oči, v plesu dveh bi zagorelo nebo, nastal bi ogenj strasti. V meni še živi gorec spomin, ko skupaj sva bila, imela sva vse, ljubezen, raj. Zdaj hočem to nazaj. Na, 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 na. Sanjem se, novo upanje, hočem to nazaj. Soba zdaj prazna je, davam sam v mislih ti. Vem, da tebe si le želim, ti pomeniš mi vse. Če bi lahko imel tvoje telo in gledal tvoje oči, v plesu dveh bi zagorelo nebo, nastal bi ogenj strasti. V meni še živi gorec spomin, ko skupaj sva bila, imela sva vse, ljubezen, raj. Zdaj hočem to nazaj. Na, 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 na. Sanjem se, novo upanje, hočem to nazaj. V meni še živi gorec spomin, ko skupaj sva bila, imela sva vse, ljubezen, raj. Zdaj hočem to nazaj. V meni še živi gorec spomin, ko skupaj sva bila, imela sva vse, ljubezen, raj. Zdaj hočem to nazaj. V meni še živi gorec spomin, ko skupaj sva bila, imela sva vse, ljubezen, raj. Zdaj hočem to nazaj. Sebastiana sem spoznala v moji plesni šoli Power Dance. Tja se je vključil, da bi se naučil plesati oziroma plesnih korakov. Moram povedati, da je izstopal zaradi tega, ker je bil zelo, zelo priden, prizadeven, redno je prihajal na treninge, točen, veliko je tudi doma treniral in mi je bil zelo, zelo všeč, zelo dobro se je plesno izkazal. No in ko smo Power Dancerke iskale plesalce za pesem Ni še konec, sem se takoj spomnila na njega in mu tudi povedala, da bi bil eden od plesalcev in je seveda takoj sprejel to povabilo. Veliko smo trenirali, veliko smo delali, veliko smo imeli tudi nastopov za pesmijo Ni še konec in zdelo se mi je, da je, ko je nastopal z nami, da je imel eno posebno energijo, je žareval in na odru in na treningih in da je nekaj posebnega. In povedal je tudi, da se ukvarja z petjem oziroma da poje, da veliko trenira in da zna pet. In takrat smo prišli pol z Zvonetom na idejo, kaj pa, če bi probali kaj narediti. In tako smo se vrnili na delo in začeli. Opazil sem v bistvu nadarjenost pri Sebastianu, ko sem videl spot od Power Dance Ni še konec, ki mi je v bistvu najbolj izstopal od vseh teh 4 plesalcev po izžarevanju, bi rekel, kako me je prepričal, no, njegova energija, vse, ne.
in mi je res dal že en tak prvi, je že dobil en tak prvi plus pri meni, da bi se mogoče nekaj dalo z njega narediti. Ne. Naslednji korak pa bil seveda proba v studiu, kjer sem ga pač še glasbeno preizkušal, se pravi njegove glasovne sposobnosti. Tako da najprej so pač probala malo z obsegom, da sem videl, kje približno se recimo njegov glas giblje, ne. Pa sem mu dal v bistvu za nalogo, da se mi nauči ene 2 tuja komada. In sicer vem, da spomnim se, da je to bil od Backstreet Boysov, da je to bila ena pesem od Backstreet Boysov, da, in mi je tako dobro in prepričljivo zapel, da sem rekel, iz tega fanta pa treba res nekaj narediti, ker je zelo, zelo nadarjen. Ja, v bistvu najprej smo naredili načrt, ne, kako bi naj trenirali, dokdaj bi naj posneli pesmi. Treba je bilo zbrati plesalke, ki ga bodo vedno spremljali na nastopi, ker smo si predstavljali to kot en takšen show in on res nikamor ne gre nastopati brez plesalk. In začeli smo takoj z pripravami, Zvone je začel pripravljati glasbo, Sebastian je veliko treniral petje, veliko treniral ples, začel se pripravljati s plesalkami in to je v bistvu potem trajalo 1 leto. Mislim, da sem tudi veliko svojih izkušenj prenesla na njega, na treninge, sem vedno vzela kamero, sem jih snemala in smo se potem pri meni doma dobro ogledali vse posnetke, njegovo mimiko, obraz, potem plesalke in pa koreografijo. V bistvu smo 1 leto res pridno delali in se pripravljali na njegov prvi nastop na Miss Slovenije. No, medtem sem videl v studiu pač še pilila njegov vokal, usklajevala mnenja, kakšne pesmi bi imel stilno, recimo, da bi se fajn lahko počutil, da bi to res s feelingom zapel. Med snemanjem, pač ko so začela potem snemati skladbe, je trajalo tudi po 10 ur in moram povedati, da je res bil poln energije, nikoli ni mi kaj zajamalo, da ne more več, da ne vem kaj, in so to res delala tako, da smo bili vsi pol zadovoljni, super. Torej, ko smo izbirali, v kakšnih smeri bi se naj Sebastian pokazal, oziroma stilno, kakšna je bila njegova glasba, kakšni bili njegovi nastopi, sem, moram povedati, kar precej poslušala Sebastiana, ker v bistvu on je tisti, ki stoji na odru in on je tisti, ki se mora res počutiti, ker če on to dobro čuti, zna potem to res prenesti na ljudi. In v bistvu pač to, kaj on rad poslušal, to so Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, pač in pa dodelana koreografija zmeraj. Tako da to je bila njegova želja in tudi jaz mislim, da smo tudi midva z Zvonetom to želela, da bi bil točno v tem stilu. Gledam te, ko mimo po cesti greš, naskrivaj te ljubim, nič o tem ne veš. Ti boš moja punca, bije srce na glas, samo da pride pravi čas. Ti si punca mojih sanj, po tebi hrepenim noč in dan. Živim le za te in se ne vdam, vem, da pride za naju dan. Odštevam ure in si želim, da končno to doživim. Sama se sprehajaš vedno zamišljena, le odkot prihajaš, kam si namenjena. Ti boš moja punca, le to o tebi vem, a pride čas, ko vse izvem. Ti si punca mojih sanj, po tebi hrepenim noč in dan. Živim le za te in se ne vdam, vem, da pride za naju dan. Odštevam ure in si želim, da končno to doživim. Živim le za te in se ne vdam, vem, da pride za naju dan. Odštevam ure in si želim, da končno to doživim.
mojih sanj, po tebi hrepenim noč in dan. Živim le zate in se ne vdam, vem, da pride za naju dan. Odštevam ure in si želim, da končno to doživim. Živim le zate in se ne vdam, vem, da pride za naju dan. Odštevam ure in si želim, da končno to doživim. Snemanja in prevažanja na različna snemanja in slikanja in intervjujev znajo biti naporni, enostavno zato, ker loviš termine, zadnjo minuto včasih greš nastopa in takoj prvo minuto možno priletiš na nastop in te psihično te uniči, ampak potem, ko pa stopiš na oder, pa vidiš publiko, ko je na tvoji strani, ko te podpira, ko pleše s tabo in ko si poje tvoje pesmi, takrat vidiš, da se vse skupaj splača. Poleg tega prije še vse tisto, kar mediji objavljajo in kar se govori o tebi. Vse to je nek pritisk na tebe, ampak potem si misliš, znam si, to spada zraven, tako da je res tiste povratna informacija, strani oboževalcev, tista, ki ti res največ pomeni, vsaj meni in za katero se res najbolj trudim. Ko enkrat stopiš v studio, pa res veš, da delaš svoj CD in da je vse tako daleč, ko si včasih res samo sanjal, da bo prišel tako daleč, takrat vidiš, da se res trdo delo in da res gre za res. Tada je bil res, občutek je bil nepopisen, veselje je bilo fajn, zvon je bil fajn, da smo se fajn ujeli in sploh vzdušje za samo delo je res tisto, kar je najbolj pomembno, da se potem res kvalitetno dela. Se pa res, mislim, da bo to res eni spomini, ki bo zavedno ostali. Sploh to vse, kar se prvič zgodilo, prvo slikanje in prvi intervju in prvo snemanje in tako naprej, tako da je res bilo zanimivo in vedno se nekaj dogajalo, nikoli ni zmanjkalo materijala. Ljudi se ne bremenjujem s tem, kaj lahko naredim in koliko zmorem in tako. Jaz samo vem, da imam določene stvari, za katere sem se odločil, vem, zakaj delam in vem, kaj delam, tako da nikoli se nisem bremenjeval s tem, kaj treba delati in kako dolgo treba delati, ampak sem vedno vedel samo, da je to treba narediti. Zdaj pa, če to 10 stvari na dan, pač 10 stvari na dan, sam sem se za to odločil, torej to pripelje s sabo tudi svoje žrtve in sigurno včasih ni tako, kot bi si ti želel, ampak spada zraven, treba je stvari jemati tako, kot pride. Tada res prva stvar, ko se spraviš v tako delo, je res, da v vsem skupaj neizmerno uživaš, ker v bistvu delaš res najprej za užitek in iz veselja. Potem pa pride seveda tista en velika mera discipline in organizacije in vsega skupaj. Res potem ne samo glasbeni smisel, ampak potem tudi da šola teče in da vse skupaj res se odvija tako, kot se mora. Študiram angleščino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Živim pa med tednom živim v študentskem domu, čeprav sem v Ljubljani ponedeljek, torek sigurno, drugače ostale dneve pa v tednu pa skačem po Sloveniji. Študij je naporen, zahteven, ampak vzame tudi ogromno časa, ker je res ogromno obveznosti, sploh ko si tako daleč že. Je veliko, ne vem, raznih esejev in domačih nalog in utrjevanja snovi, pa ponavljanja, potem ko pridejo izpiti, se sploh vsem trga. In ko imaš potem drugo obveznost neko, je potem še toliko hujše, ampak ne vem, če imaš neko organizacijo, če si navajen na neko delo, da boš res nekaj speljal do konca, potem tudi to gre, čeprav imaš res več kot imaš dela, se mi zdi, da bolj se zorganiziraš in bolj si, ne vem, produktivn in uspešen, tako da, kar se tega tiče, mi ne predstavlja zaenkrat nobenih težav, usklajujem oboje zaenkrat še v redu, izpiti so stekli, super. So obdobja, ko bolj dominira šola, so obdobja, ko bolj dominira glasba. Vedno tako, da pač je nekaj bolj v spredju kot kaj drugega. Recimo v glasbi je tako, da je maj pa junij in december in so taki meseci, ko je res daleč največ nastopal, medtem med ostalimi pa se potem tako bolj na easy. In takrat se res tisto obdobje, ko se lahko koordiniraš, ko lahko oboje voziš. Je pa res, da je zdaj moje življenje, kar se mene tiče, res na prvem mestu mi glasba. Šolo vsekakor vozim, tako kot morem in zelo dobro, ampak res prva ljubezen in prve želje in vsi cilji pa so res v glasbi. Tako da šolo pa res delam zato, da imaš diplomo, da imaš neko izobrazbo, da pač potem, ko mogoče kaj zaškripa, da imaš še kako drugo varnostno nit, na katero se lahko primeš. Drugače pa res glasba tista, ki je v prvem planu. In je res večina časa in večina mojega razmišljanja in večina idej in vsega v glasbi.
Ja moram povedati, da se s Sebastianom čujeva vsak dan, da usklajujeva termine, intervjuje, zaradi tega, ker njegove telefonske številke ne povemo nobenemu, niti nobenemu novinarju, predvsem zaradi tega, ker pač je potem nekako njegova telefonska prišla v javnost in Sebastian ni imel časa več niti 5 minut, telefon je zvonil non-stop. Tako da jaz v bistvu urejam vse zadeve, sem menedžer njegov, usklajujem termine, nastope, intervjuje, snemanja. Sem tudi tista, ko razmišljam, kdaj bi naj prišla naslednja plošča, vem, kdaj bi se naj snemale pesmi in tako naprej. Skratka, vse, kaj je z Sebastianom. Skozi smo na vezi in skozi se srečujeva in pregledujeva dela. Težko bi v bistvu sploh najdel kakšno anekdoto, ker v bistvu je tak priden fant in skoraj bi rekel, da ni nobene take anekdote, da bi se zdaj tako na hitrico lahko spomnil. Prosim te, da nihče ne opazi ta tvoj pogled, vsi tvoji obrazi. Ko se smejiš in praviš, da je v redu, a raje z mano si. Odkar si tu, vse je harmonija, dotik poljub, čista fantazija. Če vprašaš me, ne vem, kaj se dogaja, ko zraven mene si. In zvezde vse nama priča so, da z mano bolje ti bo. Kri mi zavreče, on na tebi je, hočem, da zve vse, zakaj si z njim, zakaj ga ne pustiš, vem, da to si želiš. Ko vidim te, ura se ustavi, le ena stvar mi zdaj roji po glavi. Pozabim se, mislim na nebesa, na to, da z mano si. In zvezde vse nama priča so, da z mano bolje ti bo. Kri mi zavreče, on na tebi je, hočem, da zve vse, zakaj si z njim, zakaj ga ne pustiš, vem, da to si želiš. Oh yeah. Jaz celo življenje ko da iščem nekaj, kar ponujaš ti, mi daješ veselje, ti si sonce mojih dni. Kri mi zavreče, on na tebi je, hočem, da zve vse, zakaj si z njim, zakaj ga ne pustiš, vem, da to si želiš. Kri mi zavreče, on na tebi je, hočem, da zve vse, zakaj si z njim, zakaj ga ne pustiš, vem, da to si želiš. Prvič smo ga videli v plesni šoli Power Dance pred 4 leti, 4, tu nekje. Z mano je plesala. Mi dve smo ga videli na pop-partiju, ko smo snemali Ki smo bile prvič takrat z njim. Ja, na prvem pop-partiju. Mi smo plesali pri Natki, one 3 pa pri Cvetani. Pa smo se tak... Potem enkrat pač, ko so imeli oni neke treninge, pa je bil pač tukaj, samo tako sem ga zvedela. Sploh nisem vedela, da pleše pač pri parkah. Pa sem videla, da pleše, pa je vrej plesal. Pa tak. Ja, pa je vedno bolj pogosto hodil na treninge, pa smo potem zvedle čez nekaj časa, da nas ocenjuje, pa da nas gleda.
in potem se je vse več začela. Ful nas je gnal po dvorani, vedno nikomu ni bilo dovolj, vedno dokler ni izgledalo pač najboljše, še enkrat pa še enkrat. Meni je bilo najlepše na velikih nastopih, ker tam pod Pohorjem, naprimer, velika množica sodelujejo zraven. Pač ne vem, ne znam opisati teh občutkov, ne. Čim več ljudi je, boljše, ker plešejo s tabo, pa se vživijo, pa ti pojejo, pa ti da to še večjo energijo, da še bolj nastopaš, več energije imaš. Ja, meni se zdi, da se ima v bistvu vedno fajn, ne? Da se vedno nekaj takega zgodi. Ko se vozimo z nastopov pa na nastope, ko nismo pač na odru, ko nismo kao poslovno, pa smo bolj privatno, takrat pa se tudi prerežimo ogromno, ne. Ti se najbolj zanimivo pri vseh nastopih, ko se voziš, res tisto, ko ljudje niti ne vidijo, ne, tam se največ zgodi, tam se najbolj fajn. In res, punce so fajn, čeprav so še mlade, ampak so res za svoja leta zelo odrasle, tako da se lahko tudi o resnejših zadevah pogovarjamo, da ni vsak samo hec in tako naprej. To so res fajno, dobro se razumemo. In nasplošno so fajno, in mislim, da imajo one vrejo do mene odnos in jaz do njih. Za oder se ne oblačim drugače, kot se pa privat oblačim, ker se mi zdi, ne vem, da bilo to niti ne bilo smiselno, ampak res oblačim se tako, da se počutim prijetno, da mi je fajn, da mi je udobno in da vedno na oder dosti skačem in sploh privatno življenje je precej razgibano, tako da imam res take čisto športne zadeve, nič kaj preveč elegantnega, ko bi me preveč udesenevalo. No. Ker imam ogromno intervjujev in ogromno nastopov in pač paziš na to, da nisi zdaj na 4 intervjujih enako oblečen, ker bi hecno izgledalo, ne. Teda police v Mali se počasi šibijo, pa tako naprej, teda bo treba novo maro zrihtati, ampak drugače pa res čisto navadne, čisto običajna oblačila, v katere se oblačijo tudi moji vrstniki, niso nič posebnega, tako da kupujem tudi v normalnih trgovinah. In načeloma se res izberem vedno tisto in oblečem vedno tisto, kar je meni všeč in kar mislim, da je všeč tudi poslušalcem, oboževalcem. Moj odnos do živali. Vedno sem stikal z njimi, ravno preko konjev in sem vedno užival. Dostikrat smo šli na teren tudi s konji in to je tisti najbolj pristen stik in z naravo in z živaljo. Živali sem vedno rad imel, ampak mi mama nikoli ni pustila imeti, ne vem, kakega papagaja ali pa mačke, čeprav smo nekaj poskušali pa začenjali, ampak potem si je premislila pa je videla, da je preveč dela, ker videla z bratom nisem bila dovolj pridna, pa nisem dovolj prospravljala. Torej, živali sem imel vedno rad. Nikoli pa nisem imel kakšne take res domače živali, ala mačka ali pa pes, zato ker enostavno ni mama pustila. Z jahanjem sem se začel ukvarjati na začetku srednje šole oziroma po koncu osnovne šole in potem skozi celo srednjo šolo bil ful v jahanju, predvsem desurnem jahanju, preskakovanju niti ne toliko in Dak tu, ne, to je Dak. Dak je en prvih konjev, ki me je enkrat fajn zabrisal, ampak glede na to, da je bila maneža prav super zrihtana, kar se podlage in vsega skupaj tiče, ni bilo nič hujšega. Drugače pa ja, sem celo srednjo šolo preživel v desurnem jahanju in na hrbtih in je bilo ful dobro, ker sem se sprostil ob vseh šolskih obveznostih in je bilo vedno fajn, ker smo imeli in vikende in med tednom rezervirane za jahanje popoldneve. Pa še fajn klapa je bila tu gori z kolegi, vrstniki in so se vedno prav ful dobro imeli in se dobro ujeli. Imel eno obdobje, ko sem bil kop 7 z jahanjem, primerjal sem jo z odvisnostjo, zato ker je res, ko si prišel s konja, si študiral samo še na to, kako bo šel naslednjič na konja in naslednjič treniral in tisti program, ki smo jih včasih sestavljali pa jih trenirali, tisto si imel v glavi pa res se ful posvetil jahanju. Jaz sem vedno bil tak, da sem se vedno eni stvari v življenju posvetil, poleg šole in vedno sem imel najprej šolo pol smučanje, poleg pa bila šola pa potem jahanje. In ko je bilo to, je bilo res 50% šole in potem 50% jahanja, oboje pa sem vozil tako treba.
Daj mi vse, ker vem, da ti je všeč, ko te osvajam. Daj mi vse, nikar se ne boj, ostani tu nocoj. Daj mi vse, ne reci mi ne, saj veš, da ne zavajam. Daj mi vse, nikar se ne boj, ostani tu z menoj. Noč je hladna in cesta prazna je. Jaz te iščem, a brez uspeha vse. Nihče ne ve, kdaj prišla bova v stik. Tvoje srce hladno je kot ledenik. Daj mi vse, ker vem, da ti je všeč, ko te osvajam. Daj mi vse, nikar se ne boj, ostani tu nocoj. Daj mi vse, ne reci mi ne, saj veš, da ne zavajam. Daj mi vse, nikar se ne boj, ostani tu z menoj. V meni je želja, da vidim te, v sebi čutim, nosim upanje. Nihče ne ve, kdaj prišla bova v stik. Tvoje srce hladno je kot ledenik. Daj mi vse, ker vem, da ti je všeč, ko te osvajam. Daj mi vse, nikar se ne boj, ostani tu nocoj. Daj mi vse, ne reci mi ne, saj veš, da ne zavajam. Daj mi vse, nikar se ne boj, ostani tu z menoj. Daj mi vse, daj mi vse. Nihče ne ve, kdaj prišla bova v stik. Tvoje srce hladno je kot ledenik. Daj mi vse, ker vem, da ti je všeč, ko te osvajam. Daj mi vse, nikar se ne boj, ostani tu nocoj. Daj mi vse, ne reci mi ne, saj veš, da ne zavajam. Daj mi vse, nikar se ne boj, ostani tu z menoj. Ostani tu z menoj. Bilo je ful zanimivo, ne? Bilo je ful zanimivo, bilo je na štuku, bilo je precej punc, ogromno punc je bilo, ogromno obiskovalcev, tako da smo bili zadovoljni, kar se tega tiče. Drugače pa smo se pripravljali precej časa na to promocijo, ker je bila pač čisto prva in še nismo vedeli točno, kaj nas čaka, čeprav sta Zvone Natka nam malo govorila, pač v kakšni smeri moramo delati, ampak vseeno pač ti kot pač sam ne veš, kaj ne pričakuješ, ne.
Ampak smo dali res vse od sebe, imeli smo tudi plesno skupino Dancing Angels, ki je še malo popestrila naš program in nastopala vmes, ko smo se mi preoblačili. Tako da je bilo res, mislim, da zanimivo in za nas, in za poslušalce, občudovalce, ki so prišli. Na koncu smo delili potem še avtograme in takrat mislim, da so bili res vsi po koncertu še najbolj srečni, ko so tiste avtograme in podpise dobili in se lahko slikali. Pa res mislim, da so bile obe strani 100% zadovoljni. Ko nisem na odru, ko nisem tak, se ne rad izpostavljam, javnost je bila taka, ker si le na očeh, ne, pa sem raje bolj za sebe, raje imam tisto bolj domačno, bolj mirjeno, tako da smo več doma, kot pa drugače. Nima pa kak kino, ko se lahko dam kapo na glavo, pa se malo sprijem. Kakaj, nič, to kar pač vsi delajo, gremo na počitnice in se pač odklopimo, nič, vse ravno to je, ker gremo gor, vsak ima svoje obveznosti, in gremo gor in res včasih smo do 4 popoldne posli, pa nič ne delamo, menimo se režimo, kakve igrice igramo, ko se izdane nesemo. Tako da res največji čar je v tem, da smo skupaj in da smo vredi, da uživamo, in to je največji čar vsega skupaj. Jaz sem med temi tukaj najprej spoznal Sebastiana, kje smo se spoznali, to pa ne bi povedal najrajši, zato ker spoznali smo se tako, da so oni mene povabili v neko skupino, ki so takrat ustvarjala, neka fantovska skupina, ne, plesna in pevska kao, ne. Samo ker nismo bili dovolj resni, smo se malo prej čalili, pa tak, te pa nas je Sebastian zapustil in šel svojo samostalno kariero dalje, se prav. Meni najbolj všeč je smisel za humor, ker ima res na trenutku si izmisli eno čisto tako bedasto stvar iz glave, kar in mislim, da mi je to najbolj všeč. Videvamo se pač odvisno predvsem od Sebastianovega časa, ki ga je v zadnjem času primanjkuje, ne? Vedno bolj zaseden, ampak to razumemo, ne? Mislim, to spada k delu njegovemu in mislim, da kaj počnemo, recimo dobivamo se ponavadi, če se že dobimo zvečer ali pa zdaj recimo se dobivamo na fitnessu, ko se družimo malo skupaj, da oblikujemo, samo ne govorimo, ampak tudi malo oblikujemo, pa skrbimo za svojo postavo, ne? Še se vidi, ne? Drugače pa zvečer ponavadi večere preživljamo ob pogledu kakega filma ali pa večkrat se radi odpravimo predvsem nedelje, izkoristimo za ogled filmov v kino. To zaradi počnemo res skoraj vsako nedeljo, mislim, ne? Večkrat smo se odpravili na Pohorje za ene par dni, tam so se res fajn imeli, sami so bili, sprostili se. Od začetka smo pač pozavali predvsem jaz, ker sem pač bolj gurmanskega tipa, da Sebastian ne je mesa in smo mu po pomoti, Igor, ti si mu dal v sendvič klobaso. In ker v to bili sendvič klobase in to je bilo, jaz ne vem, ni je prenesel mi pa nam pa ni bilo jasno, kak si lahko ti ugotovil ena klobasa v takem velikem sendviču, to je nekaj nemogočega. V bistvu Sebastiana rada počnemo neumnosti, ne, rada naglavamo tem puncam tudi sprejela, ne. Običajno se pridružijo tudi drugi del. Domen in pa Sebastiane nama, naprimer, kaj te vem, strašimo jih, ko smo na Pohorju v koči, gledamo kakšne filme, kakšne grozljivke in potem pač so punce vse prestrašne, zlasti Petra, ki je posebej boječa punca. In potem je slučajno s kamero, najno kamero snemamo in jih strašimo po noči, jim trkamo po oknu, pač jim nastavljamo razne predmete. Tako, kaj? Pa dobro, tudi punce včasih se potrudijo, ampak mi smo boljši. Preživimo precej časa še vedno skupaj, ampak sigurno ga je manj kot lani, ko se je sicer delalo, ampak še ni bilo tako javno. Tudi čas, ki ga preživimo skupaj, preživimo drugače, ker smo včasih hodili zunaj in skakali in oreli in delali bedarije, zdaj smo pač bolj za sebe in doma, kar tudi njim mislim, da paše, ampak ne vem, časa je definitivno manj, ampak ga mislim, da bolj intenzivno izkoristimo. Snemanje videospota reči, da se zdaj je bilo manj naporno kot Hočem to nazaj, je bilo pa zato dosti bolj fizično v bistvu naporno. No, bilo je hudo mrzlo, ker je bilo snemano v zapuščeni hiši in je bilo vse slajeno in smo res zmrzovali. Ampak hvala Bogu, da so bili tisti plesni vložki v videospotu, da je potem smo se samo malo greli in s tistim skakanjem res precej energije gre tudi v to toploto in vse skupaj to, da je potem kar bilo topleje. Drugače pa, ne vem, bil je tudi svoj čar, imelo svoj čar, ker se je snemala res zgodba in še s punco je bilo posneto, teda je bila res neka zgodba in sam scenarij takrat, ki nam ga je režiser predstavil, bil ful zanimiv, duh v zapuščeni hiši in
Teda, kar se tega tiče, je bilo zanimivo tudi samo snemanje z kromakijem, ki je bilo takrat v RSSSA pač med mojimi videospoti prvič uporabljeno. Je bilo tudi zanimivo, ker sem prej poznal to samo od Power Dancer, ki jaz grem naprej. Teda, zdaj pa že kar samo tem snemam, da je bilo prav fajn se zdelo tak. Drugače pa, ne se pravim, zanimivo je bilo, pri vsaki stvari se najdejo stvari, ki jih pač prvič delaš, ki jih prvič izkusiš. In takrat je niso najbolj zanimivo, takrat je da čisto svoj čas, čisto svoj pečat na vse skupaj. Ne? In je tudi potekalo cel dan, tako da hočem to nazaj, ampak je bilo res delo ful organizirano, od tega te ure se snema to, od tega te ure to, teda je bilo malo manj naporno, ampak je bilo pa res drugače fizično, je bilo predvsej bolj izčrpljujoče. Zato, da greva drugam, nekam, kjer ni luči. Če si zato, da te res poznam, le poglej me v oči. S tabo bi na samem zvezde štel in utrinke bi v lase ti pripel. Bil bi ti, ko ti ni nihče in ti šepetal, da ljubim te. Reci, da si za, da bi z mano šla, vem, da ti srce močneje igra. Reci, da si za, noč je pravljica, midva pa sva v njej začarana. Si za to, da z mano zbežiš nekam stran od ljudi. Če si za to, zakaj se bojiš in izmikaš se mi. S tabo bi na samem zvezde štel in utrinke bi v lase ti pripel. Bil bi ti, ko ti ni nihče in ti šepetal, da ljubim te. Reci, da si za, da bi z mano šla, vem, da ti srce močneje igra. Reci, da si za, noč je pravljica, midva pa sva v njej začarana. A si za, reci, da si za. S tabo bi kamorkoli šel, na kraj sveta bi te s sabo vzel. Tvoj pogled mi je vzel srce, daj mi vsaj upanje. Reci, da si za, da bi z mano šla, vem, da srce močneje ti igra. Reci, da si za, noč je pravljica, midva pa sva v njej začarana. Reci, da si za, da bi z mano šla, vem, da ti srce močneje igra. Reci, da si za, noč je pravljica, midva pa sva v njej začarana. Reci, da si za, da bi z mano šla, vem, da ti srce močneje igra. Reci, da si za, noč je pravljica, midva pa sva v njej začarana. Začarana. Prijatelji in družina in vsi ti, ki so okoli mene, ne vem, brez teh se ne znam niti življenja predstavljati, ker rabiš nekoga, ne vem, s kom se lahko pogovoriš in ki mu lahko popolnoma zaupaš, in sigurno so ti, ki so okoli mene, ki jim pač tako spustim blizu, so tisti, ki so mi najbolj blizu. Ne? In ne vem, ogromno mi pomenijo, ogromno se pogovarjamo, ogromno smo skupaj. Drugače pa, ne vem, vedno smo imeli v redu odnose, nikoli se nismo, ne vem, prerekali, kregali, tako da so res fajn. Na hitro trmast, gre do konca, kaj si zabije v glavo, to izpelje. Potem bi lahko rekel, da je
pravi kozorog, tako pravijo vsi. Vedno mi je bilo fajn. Res, ker dosti me je učil, že v šoli sem imel dosti koristi od njega. Vedno me je pomagal, pa skratka vse. Kot otroci take ravstala smo se, to tako vsi verjetno brati. Drugače pa kakega posebnega rivalstva ni bilo, mislim, da bi se pomerili, lahko v športu še nismo, zato smo danes tukaj, ne? Soncu moč in zvezde vladajo, zagledam te, ti vabiš me. Igraš se z mano in smejiš, zavajaš me, na to zbežiš, dekle, ostani še. Želim si te in čakal bom, da spoznaš, lahko se mi predaš. Daj, povej, zakaj bežiš, vem, da si želiš sanjati nocoj z menoj. Ne reci, da ne veš, če to početi smeš, sanjati nocoj z menoj. Sončni žarek me zbudi, ti moja prva misel si, kako je to hudo. V spominih na te zdaj živim, po tebi noro hrepenim, povej, kako naprej. Želim si te in čakal bom, da spoznaš, lahko se mi predaš. Daj, povej, zakaj bežiš, vem, da si želiš sanjati nocoj z menoj. Ne reci, da ne veš, če to početi smeš, sanjati nocoj z menoj. Zakaj bežiš, vem, da si želiš. Daj, povej, zakaj bežiš, vem, da si želiš sanjati nocoj z menoj. Ne reci, da ne veš, če to početi smeš, sanjati nocoj z menoj. Daj, povej, zakaj bežiš, vem, da si želiš sanjati nocoj z menoj. Ne reci, da ne veš, če to početi smeš, sanjati nocoj z menoj. Daj, povej, zakaj bežiš, vem, da si želiš sanjati nocoj z menoj. Ne reci, da ne veš, če to početi smeš, sanjati nocoj z menoj. To pa se ne da opisati, če tega ne doživiš, ne? Ker to pa res nastop, ki ga res iz vsega srca želim vsakemu, ki se z glasbo ukvarja, ki sploh dela v show biznisu, ker nastopali pred tako maso ljudi, to je bilo 30.000 ljudi, 20-30.000 ljudi, tako smo mi nastopali, to je bilo res nepopisno, ne? Ko ti vidiš svojo publiko, Mariborčane tam pred odrom, kako norijo in kako skačejo in sploh kako te poslušajo in nasplošno, ko pogledaš gor in ne vidiš
skoraj konca ljudi, konca mase, to je res, da je taki feeling in tako energijo in to je res nastop življenja. Ogromno teh nastopov je za razna radija, ki je preveč nastopajočih in avtomatsko se tam zbere ogromne mase ljudi, ne. In to so res tisti največji nastopi in v njih uživamo. Radio City na tem koncu in potem še par radio po Sloveniji, ki res take večje koncerte organizirajo. Drugače pa res pred takimi masami, pred tako publiko res ima svoj čar, ne. Ima svoj čar, je fajn nastopati, definitivno in vsako leto se mislim, da teh največjih nastopov res najbolj veselime, ne, ker se res odstopajo iz povprečja, ne. Imam sigurno tudi svoje napake, težko govoriti o samem sebi, ne. Imam tudi svoje napake, sigurno. To je mogoče bolj plesalka znane povedati, bolj Natka pa zvone in sploh tisti, ki so toliko časa z mano, ki me bolj poznajo, ampak ne vem, sigurno imam tudi svoje napake, sem tudi čisto navaden človek, čisto krvav pod kožo, ampak ne vem, jaz sem zaenkrat s sabo čisto tako zadovoljen. Je pa res, da tu pa tam se pravim, kar se tega in dela in pač točnosti in natančnosti vsega tega, da padejo pritožbe, ne, ampak kaj naj, taki sem. Pa je to, da sem preveč resen, mogoče moram nekatere stvari malo bolj na easy vzeti, ne vse tisto cup, tak mora biti in nič drugače, ne. To, član sem fan kluba, da ni mi povedal to, da najprej bi se zahvalil za podporo, ker res zaradi vseh njih sem tukaj, zaradi vseh njih delam in upam, da bom zaradi vseh njih tudi še dalje obstajal v glasbenem smislu, drugače pa res najlepša hvala za podporo. Upam, da nekateri tako poznamo, nekateri se poznamo v smislu tega, da so dostikrat na koncertih in se poznamo že po obrazih, se dostikrat tudi pogovarjamo, teda načeloma pa res upam, da bodo še dalje tako podpirali kot me do zdaj, da bodo še dalje me stali ob strani in še dalje glasovali, ker dokler bomo tako sodelovali, da bo oni za mene delali in jaz za njih, potem bo klapalo, ko pa se en element porušil, takrat pa zna biti konec, ne. Ampak upam, da bo res še dalje ostali takšni, kot so do zdaj, ker so res take, jih imam najraje in take so res take, kot si jih vsak, mislim, da lahko samo želi. Vsak za sebe pravi, da vsak izvajalec za sebe pravi, da ima res najboljšo publiko, ampak jaz mislim, da imam res tisto res najboljšo, ker so res ful dobri in ki se res ful trudijo in ogromno stvari počnejo, res da bi podpirali, da bi ti pokazali, res da dobro delaš, da se splača še dalje delati in zaradi tega si tudi po vsakem koncertu vzamem za njih čas. Če le se mi ne mudi na kateri nastop drugi, tako da res so enkratni, jih imam rad in upam, da bomo še dalje skupaj delali. V bistvu je bilo ogromno povedanega, ne vem, da bi bilo za kaj tako pomembna stvar, ki bi jo spustili. Vedno odgovorim, če me kdo kaj vpraša, vedno odgovorim. Je pa res, da ne maram, ne vem, vprašanj vezanih na privatno življenje. Ne vem, enostavno zato, ker zaenkrat furam taki imidž, ki ga pač je bolj za mlade in tako naprej, tako da mi to ugaja in niti ne želim razpravljati o tem, ne vem, o stvarih, ki se pač javnosti ne tiče. Enostavno zato, ker se mi zdi, da imam talente, mislim, ples, glasba, sploh uvrstitve na lestvicah in tako naprej. To so stvari, o katerih se naj piše in mislim, da je to čisto dovolj materijala, da se o meni piše. Drugače pa privatno življenje pa je res privatno, ne, zasebno, tako da prije še tudi na vrsto to, da bomo tudi o tem razpravljali, ampak zaenkrat pa še res ne, niti nisem pripravljen, niti ne želim. Zaljubljen? Ne, zaenkrat še ne, vse bo še prišlo. Vsak si po moje v življenju postavi svoje cilje, svoje ambicije in vsak si postavi svoje prioritete, ne. In meni nikoli nisem o ljubezni, niti ne vem, tako nisem se v to poglabljal, vedno mi je bilo kaj drugega bolj pomembnega, ne. Včasih je bila to šola, zdaj pa res glasba in čisto sem predan temu delu, tako sem bil predan šoli in se pravim, ko sem že povedal, prinese svoje žrtve, ampak se jaz s temi, ne vem, niti se ne bremenuje pretirano z ljubeznijo nasploh, ker enostavno svoje življenje tako, kot ga imam zdaj, uživam v njem, všeč mi je, tako kot je, vse štima tako kot more, tako da res nič mi ne manjka, no, vse je tako kot more biti, no. Tudi ne želim neke zveze imeti, ker imam precej napolno življenje in potem, ko pridem domov, res je zadnjo, kar si želim še ena obveznost, ne. Težko bi povedal, ker se mi zdi, da vsakič, ko nekoga spoznam, vsakič spremeni svoja načela, ne, vsakič nekaj drugega in potem prebereš 3 intervjuje in čisto možno, da v vsakem intervjuju je nekaj čisto druga oseba opisana. Vse sem mislil resno in iz srca in vse skupaj, ampak pač tako spoznavaš ljudi, tako vidiš, kaj ti je všeč in mogoče se tvoji pogledi tudi toliko časa tudi spremenijo. Načeloma pa je res taka
najbolj punce take, kot, ne vem, kot so, mislim samo svoje, unikatne, naravne, nič pretvarjanja in nič norenja, čim bolj naravne, čim bolj običajne, tako da res ni nekih večjih nasplošnih, takih nekih splošnih načel, ki bi jih imel. Ne. Bom pa res, da ko bom spoznal tisto punco, bom sigurno takoj vedel, da je to, ne, drugače pa, če bo padala v te poglede, ki jih imam zdaj, ali pa ne bo, to pa mislim, da potem čisto ni pomembno, ne, ker ne nazadnje je res oseba tista, ki je najbolj pomembna. Ne. In če se ti zaljubiš, mislim, da potem težko razum nekaj kontrolira, ker so tu bolj čustva, poudarek na čustvih. Zelo raznolik okus ima, kaj zvem, ne morem reči, da je bila blondna ali črna ali rdeča, predvsem simpatična dekleta. Nekje njegove višine, če se ne motim. Za neki barva las pa to ni neka omejitev, čeprav je večkrat zatrdil, da so mu temno lase veliko bolj všečne. Moram pa nositi enake karakteristike, ko jih nosi on. Morajo biti preproste, pa po moje ne preveč siljive, pa ne tisto pritiskati, no, pod narekovaji, ne. Preprosta, mirna, taka, po videzu pa mislim, da je taka drobna, bolj mala, taka. On bolj gleda na to, kakšen pristop ima do njega, recimo, in mislim, da vse, jaz mislim, da naj bodo takšne, ne, kot so same naravne in Sebastjan jih bo take sprejel, ne, tako da naj se preveč ne trudijo okoli tega, ne. Mislim, da na njega Ramažljive morajo biti. težko narediti vtis. Smejo biti prav siljive. Take mu niso všeč. Jaz mislim, da ta deklica, ki bo vzbudila njegovo zanimanje, mora biti takšna, da se bo pustila, da bo on njo osvajal. Ne sme biti preveč takšna, da se mu bo kar naenkrat hitro predala. Potem pa, da mora imeti neke svoje cilje, da mora iti vztrajno za njimi, zato ker je tudi on takšen. Ambiciozna. In pa mislim, da se ga bo dalo zelo, zelo težko imeti. En poljub je romantična balada za vse tiste, ki so romantični, zaljubljeni po duši in bolj umirjeni, v glavnem, ker smo imeli zdaj največ plesnih pesmi in hitrih pesmi. Zdaj smo zdaj rekli eno balado, pa smo res temu primerno tudi posneli videospot, res tako umirjeno, zaljubljeno, romantično vzdušje poskušali vzbuditi in mislim, da nam je kar uspelo. Moja vloga je igrati Sebastjanovo punco. Ne vem, malo romantiko zganava po plaži. Se objemava, pa jaz jokam, ker mi veter nagaja, drugače sem pa vesela. Snemali smo na Krku za hrvaško ekipo Plavi film. Moram reči, da smo se zamislili taki bolj umirjen, romantičen video spot in potem pridemo na Krk in je res vse drugo kot pa kaj umirjenega in vse drugo kot pa kaj romantičnega, ker je bila res huda burja in vse plaže tam, ki si jih je hrvaška ekipa nagledala, da je pač tam snemali, da je bilo to prizorišče snemanja, so bile poplavljene, ker je bilo res morje res razpihano in res razburkano, tako da smo si predstavljali malo drugače, kot je na koncu izpadlo. Bilo je vseeno zanimivo, pač vsake stvari moraš potegniti tisto, da je res najboljše. Ekipa je bila tudi zelo profesionalna, tako da se res znajde, pač vidiš, da se znajde v vsaki stvari, kar jim je pač dano, da znajo vse pač izkoristiti. Je bilo pa se pravim drugače, zanimivo, ampak sama izkušnja je bila pa spet nekaj drugega. Spet nas je zeblo, tako pri prvem videospotu, spet smo bili vsi premočeni, ampak ne vem, komaj čakam, da vidim. Kasneje smo še snemali neke posamezne kadre v Zagrebu, en drug dan skupaj z Sanjo, ki v videospotu tudi nastopa. Tako da je v bistvu prvi videospot, ki se je snemal skozi 2 dni, ker prej sta se oba skozi 1 dan. Na splošno pa je bilo res zanimivo. Mislili smo, da smo še kopali na Kopru, na Krku, ampak nam ni uspelo, ker je bil prevelik mraz. Zaljubljena si zjutraj se zbudila, na ustnicah čutila si še moj poljub. Sem res zaljubljena, v srce si spraševala, pri
Pri oknu si obstala, vsa zamaknjena. Prvič drugačen se svet ti je zazdel. Neskončno lepši je tebi pel. En poljub je bil dovolj, da si vedela. Prvič si zaljubljena in prvič ljubljena. En poljub je bil dovolj, da odpre srce. Ko sem bil objet s teboj, sem vedel, ljubim te. Včeraj sem te objel, za hip si zamižala. Še preden si zbežala, sem poljubil te. Prvič zaljubljena, kako si me prevzela. Kar si boš zaželela, bom izpolnil ti. Prvič drugače se dan mi je začel. Kot ptica k tebi bi zletel. En poljub je bil dovolj, da si vedela. Prvič si zaljubljena in prvič ljubljena. En poljub je bil dovolj, da odpre srce. Ko sem bil objet s teboj, sem vedel, ljubim te. Prvič zaljubljena, si zjutraj se zbudila. Na ustnicah čutila, si še moj poljub. Prvič drugačen se svet ti je zazdel. Neskončno lepši je tebi pel. En poljub je bil dovolj, da si vedela. Prvič si zaljubljena in prvič ljubljena. En poljub je bil dovolj, da odpre srce. Ko sem bil objet s teboj, sem vedel, ljubim te. En poljub je bil dovolj, da si vedela. Prvič si zaljubljena in prvič ljubljena. En poljub je bil dovolj, da odpre srce. Ko sem bil objet s teboj, sem vedel, ljubim te. Ko sem bil objet s teboj, sem vedel, ljubim te. Prihodnost šolo spravi do konca, v glasbi še dalje vztrajati, še bolj osvojiti Slovenijo, kot smo že. Potem pa, ko bo enkrat šola pri koncu, ko bo pod streho, ko bo narejeno vse, ko ne bo več obveznosti, potem mogoče poskusiti za tujino. Odri me definitivno privlačijo, odrske domači in tak naprej, tako da sigurno bi se vidim na odru. Je pa tu pri tem poslu ogromno tudi odvisno od tistih, ki ti stojijo ob strani, tistih, ki ti pomagajo na eni strani in tistih, ki pač glasujejo za tebe in te podpirajo za lestvice in tak naprej na drugi strani, tako da pač dosti je svojega lastnega dela, dosti je žrtvovanja vsega tega, ampak ogromno pa je tudi na tistih stvareh, na katere ti pač ne moreš vplivati, ne, in publika je tista, ki pri vsem skupaj največ pomeni, tako da bomo videli, kako se bo publika odzivala. Če bo še dalje tako, kot je do zdaj, potem bo res fenomenalno, potem res kapo dol pred njimi, ampak bomo pa delali mi 100% z veseljem in zagnanostjo, tako smo do zdaj delali. Je pa res, da bi, če bi bilo po moje, da bi si želel res čim dalje ostati v glasbi, čim dalje delati.